mladi Sven Cerjak, šesti v finalu prvenstva serije Speedway Grand Prix 3, ki se je odvijal v Malili na Švedskem. Na drugi dirki Evropskega prvenstva v Speedwayu za pare na 250 kubičnih motorjih Slovenija zasedla 5. mesto. Na finalu Evropskega prvenstva v motokrosu za motorje s prostornino do 65 kubičnih centimetrov na Češkem vozili 4 Slovenci. V Loketu prvič letos na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu tekmoval Tim Gajser. Jan Pancar v razredu MX2 osvojil 17. mesto. Dirkališče Pannonia Ring na Madžarskem je gostilo 4. dirko za točke državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. AMZS center varne vožnje na Vranskem je bil prizorišče 3. dirke državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Malila na Švedskem je bila prizorišče finala serije Speedway Grand Prix 3 za voznike od 12 do 16 let z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov. Med 16-terico se je skozi polfinalni nastop v Vesterviku prebil tudi Sven Cerjak. Tilnu Bračku pa je za uvrstitev v finale žal zmanjkala 1 točka. Še ne 14-letni Cerjak se je v finalu zelo dobro odrezal. Bil sem dosti živčen na začetki. Po treningu, ko sem videl, da je staza v redu, sem se malo pomiril. Vozil je pogumno in se ni ustrašil nikogar. Brez strahu se je soočal s starejšimi in izkušenejšimi vozniki. V 9. vožnji je premagal tudi branilca naslova svetovnega prvaka v tej kategoriji, Danca Mikela Andersena. Sem se osredotočil na sebe, probal sem odpeljati najboljše, kaj je bilo. Res nisem pričakoval, da mi bo ratal zmagati, ampak ja, motor je bil dober, mašine so šle. Zbral je 10 točk, kar je pomenilo končno 6. mesto. Za dodatno vožnjo za 2. mesto sta mu zmanjkali 2 točki. Za dodatno vožnjo za 3. mesto na zmagovalnem odru pa je bil prekratek zgolj za točko. S finalno dirko sem zadovoljen zelo. Navdušen sem sploh zaradi tega, ker sem prišel do 6. mesta. Jaz sem ciljal nekje na 13. mesto. Naslov svetovnega prvaka serije SGP3 si je privozil Šved Rasmus Karlsson, drugi pa je bil Poljak Maksimilijan Pavelčak, tretji pa Danec Mikkel Andersen. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Motala na Švedskem je gostila drugo od skupno 4 dirk Evropskega prvenstva parov v Speedwayu z motorji do 250 kubičnih centimetrov. Slovenske barve sta znova zastopala Sven Cerjak in Tilen Bračko. Po 6. mestu na prvi dirki v Krškem sta mlada upa slovenskega Speedwaya tokrat zasedla 5. mesto. V finalu C sta ugnala latvijsko-finski dvojec. Zmagali so Danci pred Poljaki, tretji pa so bili Švedi. Po 2 dirkah so na vrhu z 22 točkami Danci in Poljaki. Slovenija ima 11 točk in zaseda 6. mesto. Serija se bo konec avgusta nadaljevala v Pragi in končala v Bydgoszczu na Poljskem. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si. Finalna preizkušnja Evropskega prvenstva motokrosistov z motorji s prostornino do 65 kubičnih centimetrov se je odvijala v Loketu na Češkem. Na progi Loketske serpentini so z licencami AMZS vozili Alex Novak, Taj Goleš, Leo Gajser in Svit Vižintin. Slednji je obstal v kvalifikacijah in je imel status rezerve v vožnjah za naslov evropskega prvaka.
Novak in Golež sta na dirko prišla v dobri formi, a so oba pokopali napake. Skupno je bil Novak na koncu 18., Golež 19., Gajserju pa je pripadlo 29. mesto. Naslov evropskega prvaka je osvojil Italijan Francesco Assini. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Loketu na Češkem. Na njej je prvič letos med svetovno motokros elito vozil tudi Tim Gajser. Po hudi poškodbi stegnenice se je v kvalifikacijah dobro znašel in si je privozil 6. mesto, kar je bil lep obet za nedeljski vožnji. Osvojil pa je tudi prvih 5 točk za svetovno prvenstvo. Prvo vožnjo je Gajser začel odločno in agresivno, a že po 2 krogih ga je zagrabil krč v obe roki, s čimer se je nato bolj kot s tekmeci boril do konca vožnje. Kljub temu je v cilj pripeljal na 9. mestu. Zmagal je Romain Febvre. V drugi vožnji se je Gajser počutil bolje. Vozil je lahkotneje, bolj sproščeno in manj zakrčeno. Na trenutke je že spominjal na voznika, ki je bil lani strah in trepet za tekmece. Ciljno črto je prepeljal na 5. mestu. Vožnjo je dobil Calvin Vlonderen, dirko pa Francois Febvre. Gajser je skupno osvojil 7. mesto. V skupnem seštevku je premočno prvi Jorge Prado. Gajser pa je s 33 točkami na 25. mestu. V razredu MX2 je tekmoval Jan Pancar. Kvalifikacije se mu niso išle po načrtih, saj je v cilj pripeljal šele na 15. mestu, a je bil odločen, da to v nedeljo popravi. Za štart prve vožnje si je izbral zunanji položaj na štartni rampi, kjer ni bilo gneče. Prvo merilno točko je prepeljal na 11. mestu. Nato pa ga je zaustavil padec 2 tekmecev tik pred njim. Ni ju mogel hitro zaobiti in priložnost, da bi se vozil bolj spredaj, je splavala po vodi. V cilj je pripeljal na 15. mestu, vožnjo pa je dobil Jago Gerc. V drugo je Pancar spet zavzel zunanji štartni položaj in se tokrat izognil zapletom ter gneči po štartu in v prvih nekaj zavojih. Vozil je dobro in nasmihala se mu je 10-terica, potem pa je v 14. krogu storil napako in znova zdrsnil po lestvici navzdol. Ciljno črto je prečkal na 16. mestu. Vožnjo je dobil Andrea Adamo, dirka pa je pripadla Gercu. Pancar je na dirki osvojil 17. mesto, v skupnem seštevku pa je z 253 točkami 10. Ta vročina. Ja, poletje ima svoje čare in slabosti. Slabost je zagotovo, da je julija na dirkališčih zelo vroče. Čar pa, da dirkaške akcije za točke državnega prvenstva ne manjka. Dirkači so se zbrali na prizorišču 4. letošnje dirke na Pannonia ringu, kjer so jih pričakale žgoče temperature asfalta, a to jih ni odvrnilo od dih jemajočih voženj na meji padca. Še drugič letos so sekali ovinke na priljubljeni stezi na Madžarskem in vnovič niso razočarali. Čeprav jim je v vsakem krogu po čelu tekel znoj, so se na stezi brezkompromisno borili za vsak centimeter prostora. Po kvalifikacijah je bil v vlogi favorita Enel Logar, ki je postavil zavidanja vreden čas kroga, toda treningi in kvalifikacije so nekaj, tekmovanje pa povsem nekaj drugega.
V času dirke so temperature dosegle vrelišče in dirkaška akcija je iz sence privabila še tako sonca boječega navijača. Toda takoj po štartu tekmovalcev razreda Supersport 600 je bila dirka zaradi padca Bora Klemenca v prvem ovinku prekinjena. V gneči je padel, se nato sicer pobral, ampak kot so kasneje po pregledu v medicinskem centru potrdili, je zaradi manjšega pretresa možganov in zlomljene ključnice obležal ob polomljenem motorju. Po ponovljenem štartu se je začela nova drama, v dobrem smislu, saj so se najboljši trije dirkači v prvenstvu neprestano borili za vodstvo. Logar je na nato skrajšani dirki dolgo vodil, toda Domen Lipnik je izkoristil njegove napake in aktualnega prvaka po fantastičnem boju v zadnjem od 8 krogov v pravem trenutku prehitel za prvo zmago v sezoni. Je bilo pa kar pestro, ampak sem imel dober občutek skozi, se mi je zdelo, da imam dober ritem, pa da lahko do konca počakam, pa da vem, kaj se bo v zadnjem krogu naredilo. Pa se je pa tek izkazalo, da sem že v zadnji krog prišel vodilen, pa v bistvu še sam držal pozicijo, malo zapiral in to je bilo to. Prvo mesto je bilo sladko in trdo prigarano, saj so vodilno trojico na ciljni črti ločile pičle 30 sekunde. Z drugim mestom se je potolažil Idričan, ki je ostal skoraj brez uvrstitve, potem ko mu je kamenček med dirko naredil luknjo v hladilnem sistemu. Že zadnje 4 dirke so boji, smo res čez nakupu, smo v desetenkah, tisočenkah in ja, fino. Kot zadnji v vodilni skupini je ciljno črto prevozil Etienne Kantar-Božič, visoke temperature na stezi so mu prehitro obrabile zavore, posledično pa hitra tekmeca še boljši rezultat. Sigurno boljše kot 0, nisem pa 100% zadovoljen. Po odpiranju in obveznem hlajenju s penino v skupnem seštevku ostaja v vodstvu Lipnik, ki ga ločita le še 2 dirki do sanjskega zaključka sezone. Na meji, da bi se med dirko skuhali v svojih kombinezonih, so bili tudi dirkači razreda Superbike. Med njimi presenečenja ni dopustil Blaž Bregar, ki je bil že na drugem zaporednem prizorišču razred zase. Odlično odpeljane kvalifikacije nadgradil z vrhunsko vožnjo na dirki, ki jo je pred najbližjim zasledovalcem dobil s 25 sekundami naskoka. Ekstremno vroča dirka, druga zmaga letos za mene. Sem kar zadovoljen, čas je bil lahko malo boljši. Srečko Virant mu je drugo zaporedno zmago poskušal preprečiti, toda na koncu se je moral znova zadovoljiti z drugim mestom. Zboljšal sem čas, ki sem ga imel na Panoni, tako da to je v redu. Lahko bi bilo še bolj, samo pa vreme ni omogočal tega, ker je bilo pa res peklensko vroče. Daleč za njima, a vseeno poln želje po stopničkah je končal Vedran Belošević, ki je prvič v sezoni končal med najboljšo trojico. Vročina me malo ubila, ali dobro je završilo. Vroč in razborljiv dirkaški konec tedna se je končal, za dirkače pa se je pričel poletni premor. Znova bodo v akciji septembra, ko jih na legendarnem dirkališču v Brnu čaka 5. dirka sezone. Tretja preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v kartingu je bila na Vranskem. V AMZS centru varne vožnje so dirko pripravili člani AKK Sportstil. Dirka pa je štela tudi za točke FIA centralno-evropske cone, prvenstvo Avstrije in pokal Sportstil. V julijski pripeki in na razgretem asfaltu so vsi udeleženci pokazali dobro pripravljenost ter navdušili tudi gledalce. V razredu mikro je bil najbolj suveren Filip Ferk-Žerak, ki je osvojil prvo mesto. Veliko je bilo vožnje v skupini, drugače pa super je bilo in smo bili kar pripravljeni. Na mestih 2 in 3 sta se zvrstila Timon Grgič in Neli Štrajhar, ki sta se pogumno spopadla z zahtevnimi razmerami na progi. Razred Mini je ponudil obračun 2 zmajev. Rakuša je bil boljši že v kvalifikacijah, nato pa je to potrdil tudi v 3 vožnjah in osvojil prvo mesto. Nisem bil glih pripravljen, samo sem probal iz petka in sobote narediti čim več. Vožnja je potekala super in zadnjo dirko sem zmagal. Tušek Haladeja je bil v slovenskem prvenstvu drugi, a je pokazal, da ga v lovu na končno prvo mesto še ne gre odpisati. V mladinski kategoriji junior so se na progi odvijali zelo zanimivi boji.
Med osmerico slovenskih voznikov je bil najboljši Jure Levar, ki je pokazal zelo dobro dnevno formo. Drugo mesto si je privozil David Planko. Malo sem riskiral v drugi tekmi, da sem malo bolj zapiral na malo bolj grši način, ampak je pa šlo. Rezultatom sem zadovoljen zelo. Huda pripeka fante ni ovirala. Vročina ni imela takega zelo velikega vpliva, ampak sem pa zaradi tega zelo veliko pil. V mojem življenju nikoli še nisem tako veliko pil. Ob Levarju in Planku je na tretjem mestu na zmagovalnih stopničkah stal Aljaž Vidmar. V razredu Rotax Max so na progi potekali zelo napeti obračuni. Peterica slovenskih voznikov se je ostro spopadla s tekmeci. Največ je pokazal Nik Trobec, ki je potrdil, da je v tem trenutku prvo ime v slovenskem prvenstvu v tej kategoriji. Nisem riskiral dosti, ko sem vedel, da rabim samo zbirati punte in da ne rabim jaz nekaj tam pretiravati. Drugega mesta se je veselil Taj Šiler, tretje pa je pripadlo Taju Kovačiču. V razredu DD2 je bil znova nepremagljiv Ksende Ruve, ki je potrdil sloves serijskega zmagovalca. Vročina ga ni motila. Outside it's hot, but once on the track you don't think about this. Tekmeci mu niso bili kos, z njimi je igraje opravil. When you're in front, you all the time need to stay concentrated, so the goal was to go every time faster and faster. V skupni razvrstitvi dneva sta se mu v slovenskem prvenstvu še najbolj približala Matic Kolmanič, ki je bil drugi, in Kaja Kralj, ki je zasedla tretje mesto. V kategoriji KZ2 je bilo v vseh treh vožnjah zelo napeto tudi zaradi vročine. Je bilo kar izčrpajoče in ne veš, kaj s sabo, ki je taka vročina, sploh ne moreš razmišljati. Nevarnost največja je bila danes Sara Markučič, ker je bila tudi hitra skozi ves vikend. A kljub temu je na koncu prvo mesto pripadlo Dimitriju Mlakarju. S tem vikendom sem zelo zadovoljen, saj smo korak bližje državnemu naslovu in upamo na isti rezultat na zadnje dirke. Zadovoljna je bila tudi drugouvrščena Sara Markučič. Ja, ko potegnemo črto, skozi vse je bilo dobro. Kaj boljše bi težko pričakovali, tako da smo dali vse od sebe in to je, kar je glavno. Na tretji stopnički na zmagovalnem odru pa je stal izkušeni in v nešteto karting bitkah prekaljeni Karim Greblo. Dirka je kljub hudi vročini potekala tekoče in brez zapletov, zato so vsi prizorišče zapuščali zadovoljni. Če se želite tudi sami preizkusiti v vožnji z gokardom, pa lahko to storite v AMZS Karting in Motošportnem centru v Slovenji vasi. V petek 21. julija bo v Pardubicah na Češkem četrta dirka državnega prvenstva v speedwayu na 250 kubičnih motorjih za mlade voznike od 12 do 16 let.